Pogled v znanost. Kaj počnejo sodobni muzeji pri nas in v svetu? Nemara vsakdanje vprašanje, ki pa pri odgovoru ne more biti enoznačno. Muzejska svetnica v Gorenjskem muzeju v Kranju, doktorica Verena Perko, se s tem intenzivno ukvarja že dolgo, saj kot doktorica arheoloških in muzealskih znanosti vztrajno razširja spoznanja o sodobnih muzejih in njihovi spremenjeni vlogi v primerjavi z muzeji 19. in prve polovice 20. stoletja. Ti v sedanjem obdobju napajajo človeštvo z modrostjo poznavanja preteklosti, ki je osnova za razumevanje sedanjosti. Prejemnica Valvazorjeve nagrade za življenjsko delo leta 2024, podeljuje jo Slovensko muzejsko društvo, je že dolgo zelo dejavna na področju sodobne heritologije, znanosti o dediščini s prevodom monografije Uvod v muzeologijo, sicer že leta 2007 preminulega muzeologa iz Univerze v Zagrebu, profesorja Iva Marojeviča, je v našem jeziku opredelila za kakovostno muzejsko delo potrebno strokovno terminologijo. Današnji muzeji so torej tudi rezultat tozadevnih prizadevanj muzealcev, kakršna je sogovornica. Pred našim mikrofonom je že večkrat govorila o različnih temah. Tokrat pa predstavljamo pogovor z njo na temo muzejev v sodobnem svetu, ki je nastal pred leti. Naj služi kot nekakšen test, koliko njene razmišljanja sovpadajo z aktualnim stanjem muzejev pri nas. Poglejte, v zadnjih letih muzealci, tudi arheologi, precej razmišljajo po vsem svetu o tem, na kakšen način naj se muzeji kot relativno stare ustanove, ki pa so še vedno mediji, modernizirajo, posodobijo, torej, da ne bodo izpadli kot neki depoji starih predmetov, ki samevajo, skratka, morajo komunicirati z svetom, v katerem so, s sodobnostjo. Kako vi gledate na ta vklop? Ja, da ste dejansko povedali, rekla tako, kot en dober muzealec, ne? Ker bi morali muzealci vedeti, da je muzej medij in da muzej služi javnosti, se pravi, da mora komunicirati. To je ena najpomembnejših lastnosti sodobnega muzeja. In s tem se je tudi popolnoma spremenila vloga muzeja v družbi. Začelo se dejansko že v 70. letih, ko je v Evropi prevladal očitek, češ, da so muzeji namenjeni predvsem znanosti, da so namenjeni samo elitni publiki in da to, kar predstavljajo, če recimo sam na hitro pogledava, recimo en Metropolitan v New Yorku, ne, da je pravzaprav, ali pa Londonski muzej, ne, da je to en imperialistični ali pa kolonialistični pogled na svet, kajti tam je bilo vse najlepše, najboljše zbrano, ne, in ki posredno kaže, ko stopiš noter, stopiš v prostor, ki ti dokazuje, da sodiš v sam vrh svetovne kulture, da si izbran. To je elitni pogled na svet, ki je izkrivljen. Saj je res, marsikaj se je raziskalo, se je shranilo in tako dalje, vendar kakorkoli, to je en poseben pogled. Od takrat dalje so začeli razvijati muzeje drugače. Začeli so zaradi te velike potrebe, kajti 70. leta so prve ekološke katastrofe, industrija, ki spreminja cela področja, recimo veliki stroji, pokosijo vse drevesa in tako dalje, se preselijo ljudje, zapustijo domove, jih porušijo in tako dalje. In se je izkoreninjeno, zelo lep izraz ste porabil, in sicer identiteto, hrepenenje po identiteti. Cele četrti, ker je toliko ljudi na novo prišlo, ker pravzaprav zgubijo stik z realnostjo, to pomeni izgubiti identiteto, to je kriza družbe. In ta pritisk na muzeje je bil tako močan, da so se predvsem Francozi tukaj naredili en velik premik, da so začeli odgovarjati prvič za novo teorijo, in pa za novimi načini oblikovanja muzejev, bi rekli lahko s paradigmo, novo muzejsko paradigmo. Muzej mora komunicirati z javnostjo, mora odgovarjati vse javnosti, ne samo o
izbrani, ne more biti elitni in mora postati središče, prvič komunikacijsko, kot sva rekla, ampak tudi središče identitete. In zato se pojavi cela vrsta novih muzejev, regionalni, recimo že pred drugo vojno imajo Heimat muzeje ali pa recimo te muzeje, ki jih imenujejo Bezirk muzejem. Mogoče bi se ravno pri Heimat muzejih za spoznanje malo več ustavile, zato ker so bili pomembni za izgradnjo identitete, ki je potem končala pri nacistični Nemčiji. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Velikokrat sploh pozabimo na to. Heimat muzeji so služili v Nemčiji, preko 2000 jih je nastalo teh pred drugo vojno in sicer so govorili recimo v neki regiji, v nekem mestu, so prikazovali preteklost s tem, da so se dejansko osredotočili na vprašanja rase in vprašanja germanstva. Ne? In so, bom rekla, z vsemi možnimi sredstvi, kar prej muzeji ne poznajo, recimo in diorame se poslužijo umetniških slik, podobitev in tako dalje, ne vseh možnih didaktičnih sredstev in pa jezika, ki se je zelo približal vsakdanjemu človeku, kar prejšnji muzej tega ni počel, ne? Privabijo ogromne možnosti in dejansko posredno govorijo seveda o Tretjem rajhu. In tukaj nekateri jih celo imenujejo, ne, da so dejansko defekt, so ti muzeji v muzejskem svetu in jih prevečkrat zamolčimo. Tisto, kar je bilo slabo, je bilo seveda to, da so prikazovali identiteto samo iz enega stališča, z političnega stališča moči, spet elite, a ne, da so pa kot mediji delovali, se pravi, že kot mediji deluje in se posluževali čisto sodobnih muzeoloških sredstev, zato da so širili to znanje enostransko interpretirano. In bom rekla tukaj še eno stvar, velikokrat s pomočjo znanosti, ne smemo pozabiti, širokim množicam, ampak samo Nemcem, nikomor drugom, Judom gotovo ne. Ja? No, sliši se kot pravzaprav zgodovina reprodukcije tega, čemur v družboslovju se reče velike zgodbe, za katere pa nekateri družboslovci oziroma nekje prevladuje, trdijo, da jih ni več. Ne? Družboslovje se je v zadnjih desetletjih, predvsem zgodovina, preusmerilo v iskanje, da ne rečem, manjših zgodb oziroma opisov vsakdanjega življenja. Nastale so specifične zgodovine slojev, spola in tako naprej. Skratka, manjših identitet. Ja, na to točno tako, na to skušajo muzeji odgovoriti s tem, da se tega točno zavedajo, da se je javnost iz tistih 70-ih, 80-ih, predvsem pa v 90-ih silno spremenila, kot smo že omenila, tudi z internetom, da nič več ne govorimo o monolitni javnosti, ampak o javnostih in da so te potrebe prvič se izražajo glasno, zapostavljajo zahteve. In da je treba tem potrebam glede na te razlike tudi odgovarjati. Se pravi, v muzeju ni več zastopan samo strokovnjak in zbirka in pa znanstvenik in ne služi več muzej znanosti, temveč muzej služi tem skupaj s predstavniki pravzaprav komunikaciji idej. To pomeni, da govorimo skupaj, kaj to pomeni, da povabimo predstavnike neke skupnosti, recimo lokalne ali pa recimo ranljive publike, mogoče so tukaj recimo manjšine ali pa so ženska publika ali pa recimo kmetje, če hočete, mi smo na Gorenjska ali pa železari, ki imajo in ki čutijo delček svoje preteklosti in ki na njo gledajo bistveno drugače kot recimo nekdo, ki je strokovnjak. In kje je tukaj rešitev? Prvič, da ne bi prišlo do defekta Heimat muzejev, ker smo videli, da je bilo enostransko interpretirano in je škodilo in muzeju gleda in pa svetu, če hočete. Rešitev je tukaj, da prav ta večstranski pogled, da so zastopane številne publike in da niti znanstvenik ne more reči, to je zdaj avtoritativno, to je edino pravilno, misli se predvsem to, da ni pravilnega pogleda, ampak pravilen pogled je tisti, ki kaže več pogledov na svet, kajti točno tako tudi je. Ja. No, mogoče bi na primeru vašega Gorenjskega muzeja tu v Kranju orisali to spremembo, ali se je zgodila v teh letih?
tudi v tem muzeju? Ja, jaz bi rekla tako, da prvič muzealci, kaj se je zgodilo za to veliko spremembo. Ne? Če sva rekla, da pravzaprav se družbena potreba spremeni, se je moral spremeniti seveda tudi muzej, njegova vloga v družbi. To pomeni, da absolutno ti ne potrebuješ več samo znanja te primarne stroke, arheologije ali pa etnologije, temveč da je treba neko drugo družbeno znanje in točno to daje muzeologija. Včasih je bila muzeologija samo znanost o tem, kako ti tretiraš predmete v muzeju. Danes, posebej s tem, ko se je javnost spremenila, je pa muzeologija, ki govori točno o tem, o javnosti in kaj je naloga muzeja, da skrbi za dediščino v okolju in za identiteto. Ne? To pomeni, da se mora muzealec na njen način pravzaprav zelo profesionalizirati in zdaj smo pri glavnem problemu, ne? Da Slovenci nismo razvili, ne čutimo potrebe po spremembi, očitno, jaz ne moram tako reči, ne moramo to povedati, saj nekateri niti univerzi v Ljubljani, niti drugim, da bi uvedli kompleksen študij muzeologije. To se pravi, ne samo enega samega predmetka malega, ampak tako po zagrebškem načinu, recimo, ker so se priključni informatiki in izobražujejo zelo kompleksno. Ti slišiš in filozofijo in sociologijo, slišiš o razvoju muzeja nekoč in danes, ne? In ta potreba seveda v naši javnosti je že zdavnaj dozorela in zato je tudi ta, prvič v slovenskih muzejih, se ogromno dogaja, to ni moja kritika, da nihče nič ne dela, to sploh ni res, veliko se dela, vendar ne sledimo pravemu cilju in to je ravno to, zato ker ne vemo, čemu služi muzej v družbi, ne? Ima popolnoma spremenjen položaj. Poglejte, ena od stvari, ki me je odvedno zanimala, veliko zgodovinarjev, muzealcev in sploh družboslovcev trdi, ki se ukvarjajo z zgodovino, z njimi se srečujem z mnenji, češ da preveč v globino, preveč detaljne stvari ljudi nasploh ne zanimajo. Ne? Zdaj gotovo nimam v mislih celotne populacije, ampak vedno nek kritični del, razmišljujoči del, ki jih pa identiteta zanima. Gre samo za to, na kakšen način smo senzibilni za odkrivanje takšne identitete. Zato me zanima, na kakšen način ste se tega lotili, saj vi osebno tu v Kranju in koliko tega opažate v Sloveniji? Zelo veliko, če odprete časopisa, pravzaprav je veliko vprašanj o tem in se razpravlja, oglaša se pa ne tisti, ki bi se morali. Vsa vprašanja recimo o dediščini, vprašanja narodnosti, vprašanja kulture in tako dalje. Tlele bi moralo biti slišati in videti muzealce. Problem je pa točno v tem, da smo sposobljeni primarnih znanosti, nismo pa sposobljeni v interdisciplinarnosti in v tem razumevanju, kar sem prej rekla. Pravi, da mi lahko ponudimo, če nisi izobražen dodatno, zelo dobre podatke iz znanosti, kar ste vi prej rekli, iz nekje iz globine, ki pa niso povezani z današnjimi dogodki in pravzaprav nimajo dodatne vrednosti in jo človek ne razume. Se pravi, da danes pričakuje javnost. Poglejte, če naredim primerjavo, smo rekli, da sodoben muzej je medij, mass media bi rekli, grdo tujko, je tako, kot je časopis in kot je televizija. Če vi imate v časopisu samo podatke, ki niso povezani v zgodbo, ki so dejansko samo nadrobljeni nekim razdrobljeni fragmenti, tega časopisa nihče več ne bere. Danes pričakujemo tudi na internetu, da bom dobila podatek, ki je veljaven, ki je žuren, ki je v kontekstu, ki se bom z njega veliko naučila, ampak in bom tudi zraven tega nekaj doživela. To je potreba današnje javnosti, ne samo v Sloveniji, ne samo na Gorenjskem, temveč po celem svetu. In danes muzej mora ponujati vse to. Interdisciplinarno, interpretirano, se upravičujem za te tujke, to pomeni, da kot arheologinja moram govoriti konkretno, recimo o nekem predmetu izpred 2000 let tako, da bom lahko povedala, kakšna je ta predmet recimo v današnjem kontekstu življenja, kaj je pomenilo takrat, kakšna je bila njegova vrednost, kako so
z njim trgovali, lahko direktno pripovedujem zgodbo ali ga pa uporabljam največkrat zato, da pravzaprav človeka opozorim na neko dogajanje. Ne? Se pravi v kontekstu, da upoštevam tudi njegove potrebe. Ne? Če govorim o Rimljanih pri nas, moram govoriti tudi o staroselcih, kajti naše ljudi zanima, zdaj smo pri vprašanju identitete, ne? Kdo je tukaj živel, kako mu je bilo ime, kakšen jezik je govoril in kaj se je zgodilo, ko so Rimljani prišli sem. In sva pri bistvenem vprašanju sva aktualna. Kaj se bo nam zgodilo, ko bomo šli v Evropo in ko bomo dovolili, da se bo pisalo samo v angleščini, se pravi, spremenim, v latinščini, kot se je takrat, ne? In so se zgubili vsi tisti nekdanji jeziki. In tukaj se pričakuje od muzealca zelo visoko etiko. A veste, to je tisto vprašanje Heimat muzejev, ne? A bomo govorili samo z vidika, recimo, ne vem, elite politične, recimo zdaj, neke finančne elite, če hočete, a ne? In njihovih interesov, ali se bom pa postavila na stran svoje publike, ki pa je drugačna, ne? Ali bomo govorili tudi o problemih manjšin, o problemih, recimo, žensk, o problemih, recimo, invalidov, slepih in tako dalje. Vse to pričakujejo. No, če se vrnem k tej situaciji na Gorenjskem, mi delamo zdaj stalno razstavo, veliko v prenovljenem gradu Kieselstein in prvo, kar smo napravili, smo se usedli vsi kolegi skupaj. In smo za mizo reševali dejansko vse probleme, kar smo jih imeli, pogled zgodovinarja, etnologa, arheologa, umetnostnega zgodovinarja, to pomeni, smo se včasih tudi skočili v lase, zato ker nas so šolali, da je edini pravi pogled je samo arheologa ali pa samo zgodovinarja, kar absolutno ni res. Edini pravi pogled je pogled z večjih zornih kotov. In smo seveda povabili tudi ljudi iz okolice, nam pomagajo domačini, za marsikatera bodisi svojo zbirko, bodisi za recimo gospod Davo Preisinger je prišel imeti karto, opremo za najdišči, za rodišči, nam bo pomagal urediti geološko zbirko in tako dalje, ali pa recimo odlele zbiralci iz Kranja, ki so prišli in nam tudi svetujejo, ali recimo gospod Gros, ki rekel, ko so njega vsi v Kranju poznamo in ki pravi, ne, oprostite, to ni bilo tako, ampak je bilo tako, kako boste to pokazali. Prav bomo zgodbe pripovedovali z vidika delavca, z vidika gospodarja, z vidika zmagovalca, z vidika premaganca, z vidika, če hočete, rekla delavca po drugi vojni in delavca pred drugo vojno. Ne? In niti slučajno ne predstavljamo odgovorili na vse, vendar bomo zajeli velik del publike in jih bomo pritegnili tudi z njihovimi osebnimi zgodbami. In jih bomo vključevali. Ne? Se pravi, da to naše stališče je spoznanje, kako bi se temu že reklo, kako majhni smo. Kako majhen je človek, ne? Resnice se ne da, kako že pravi Karel Popper, se jo ne da. Tako je, se ji lahko samo približamo. Doktorica Perko, kaj je po vašem mnenju res smisel in pomen oziroma sodobni princip varovanja kulturne dediščine? Ne nazadnje pri nas je bil lani sprejet zakon, zdaj tista slavna abolicija je nedavno potekla. Rezultati so tako, nekaj prijav je. Ja, že se mi zdi, da smo tudi kot Gorenjski muzej, kot inštitucija tlele kar mal odstopamo od vseh ostalih. Mi smo z vsemi zbiratelji tako rekoč na terenu delali že vseh, ne samo zadnjih 10 let, ampak 30 in še več let in z njimi postavljali skupne razstave, izposojali material si in pomagali ga vzdrževati, se pravi, da je bil tukaj en drugačen princip. Ne? In mogoče bi tukaj izpostavila predvsem tisti najosnovnejši princip, sodoben princip varovanja kulturne dediščine in ne bazira več na represiji, na zakonu kot takem, sploh pa če je enostransko napisan, kot se je to zgodilo našemu zakonu. Ne? Seveda, zakon mora biti in je osnova pravne države, ne? Ampak mora gledati še z drugih stališč, ne samo iz enega, ne, iz stališča stroke. In tako je tudi dobro varovanje dediščine iz mnogih stališč zaobseženo. In sicer predvsem v tem, da se javnost
vključuje v dediščinska dela, recimo arheologi na Škotskem delajo tako, ali pa recimo v Veliki Britaniji, ne, delajo tako, da povabijo domačine, recimo kot če bi kopali tukaj v Kranju, in da v ekipo arheološko se povabi velik del domačinov, ne samo kot delavce in kopače in pa tiste, ki vozijo kariolo, ampak da z njimi sodelujejo, da je seveda naporno, to je čist drugi vidik, ne, zgubiš malo svoje krone znanstvene, kot se temu reče, ne, da jim skušaš razložiti, ne samo podučevati, ne, kajti javnost nima vloge nedoletnega otroka, ker ga ti moraš ves čas poučevati, kot mi skušamo, ne, ampak je treba spremeniti v partnerja, ne. On ve toliko več starih zgodb, pozna teren, pozna kraje, pozna ljudi, ne, pozna, kot bi rekli, temu kontekst današnjega kraja. Ne? In s tem, ko sodeluje ne samo potem tudi pri izkopavanju, ampak recimo tudi pri konzervaciji, pomagajo s svojimi deli, s prostovoljnim delom, to ljudje zelo radi delajo. Potem tudi zbirko se ne pošle direktno recimo v oddaljen center, ne? Ampak se jo ohranja v kraju samem, in situ, ne? Tako da ne zgubi recimo arheološko najdišče stika s tem, kar je bilo notri izkopano, in odide za 5 ali pa 10 let nekam drugam in se objavi, ali pa se tudi ne objavi več, ali pa se objavi v znanstveni reviji. Ne? Ostane pri domačinih in ti domačini potem tudi organizirajo recimo takšen lokalni muzej, ali pa se jim lahko da tudi samo kopija, ne? Organizirajo vodstvo po terenu, razlagajo seveda malce bolj po svoje, ampak se tudi samo znanstveni vidik ni edini in ni pravilen, samo znanstveni, vemo, da tudi znanost se zelo moti, ne? In dodajo zraven vse tisto, iz česar kraj danes živi. S tem se pravzaprav oblikuje regionalna ali pa lokalna identiteta. Od te vlagajo to dediščinsko presežno vrednost v svoje ekonomske, kako ne rečem, no, imajo ekonomski profit, ne? Kajti s tem bo prodal zraven še hrano, bo recimo prodal neke svoje izdelke, bo nudil prenočišča, nekaj super bogati ne bojo, ampak kraj bo na ta način prosperiral in bo dobil tisti svoj značaj. Od arheološkega najdišča pa do nekega etnografskega spomenika, zato nič več ne govorimo, ne samo o nekih disciplinah znanstvenikih, ampak dediščina v celoti. In tukaj vloga je tako zavodov recimo, kot recimo muzejev, da skrbijo za dediščino v celoti. Z svojim delom tudi muzej mora skrbeti za dediščino, to, kar je ohranjeno v vsakdanjem življenju, recimo na vasi arhitektura ali pa v pokrajini kot taki, ne da je zaščiten samo en košček in tisti košček ne smejo ljudje niti dostopati, nimajo pravice odločati o temu, ne. Glejte, recimo pri Mošnah domačini, ko so kopali, ne, ob avtocestah, domačini so se toliko zavzemali, se na koncu je bilo ohranjeno, ne, hvala Bogu, bom rekla, ampak kakšna je bila njihova želja, naj se ohrani, tukaj bomo imeli nekaj pokazati. In kaj bo zdaj pokazali? Zidove. Zakaj ne bi nekaj ostalo pri njih? Zakaj ne bi, ker že imajo nek muzejček notri pokazali, ne? In ponudili skupaj z njihovimi žganci ali pa ne vem, če hočete z volno ali pa z izdelki. To je princip, ki ga imajo tudi Švedi, ki počnejo potem recimo skupaj z fakulteto neko eksperimentalno arheologijo ob najdišču, kajti za to najdišče vemo, da se mora varovati, da mora biti zaščiteno, ampak zdaj sva prišla do srži problema, ne? Če ljudje tega ne občutijo, to ni na racionalni ravni, ampak na tisti, na empatije, ne, na čustvenih, ponotranjenih vrednotah, točno to, ne, če ne čutijo, da ta preteklost pripada njim, da so soudeleženi, da so del te zgodbe, potem seveda so del problema, potem jih rešujemo z zakonom in zakonom pravzaprav odtujujemo od tistega, kar bi zakon moral varovati. Čemu potem služi? Čemu potem služijo muzeji, čemu služijo zavodi, če dosežemo samo to, da ljudje začnejo pravzaprav to, ko nas ni zraven, ker bo moral plačati kazen, ker smo mu mi to kot avtoritet ali pa celo avtoritarno to dopovedovali, ne? Pravzaprav, bom rekla, nenadoma postane dediščina tisto, kar je nekaj, kar je treba osovraženo, kar preprečuje razvoj, kar preprečuje normalno življenje. Se postavimo na drugi breg in smo vojno vnaprej izgubili. Ne vojno,
ampak gre, da skupaj gradimo dediščino. In samo takrat, ko jo zares občutijo ljudje kot pomemben del in kolektiva in pa seveda sebe samega, ne, ponotranjiti, ne, ko bo del teh spoznanj, ki jih prinaša arheologija, razumel na tej meri, da jih bo postali del njegove zgodbe in bo to znanje potem tudi v svoj izdelek, recimo bi rekel Trstenjakova kreativni ustvarjalni del vložil. Pa je lahko to samo en izdelek, recimo, ne vem, mizarski, lahko je pa knjiga napisana ali pa karkoli drugega, ne. Pogled v znanost.